Hvala za besedo in lep pozdrav še v mojem imenu. Uvodoma bi se zahvalil vsem, ki ste prišli. Mislim, da vsi obrazi, ki so prišli, ki ste prišli danes sem, predvsem tisti, ki prihajate iz prakse medgeneracijskega sodelovanja in pa solidarnosti, že danes pričajo, da tema je pomembna in da je potrebno naslavljati. Jaz bi morda za uvod uporabil vprašanje, ali obstaja konflikt med generacijami, oziroma lahko govorimo o medgeneracijskem konfliktu. Če spremljamo, oziroma če smo pozorno poslušali mojega predhodnika, bi rekli, da daleč od tega, da govorimo o medgeneracijskem konfliktu, da znajo starejši sodelovati z mlajšimi in obratno. Vendar vseeno je bilo danes tudi že izrečeno, da se v družbi nemalokrat pojavlja vprašanje, ali mladi oziroma starejši odžiramo delovna mesta drug drugemu, ali se izpodrivamo na polju odločanja in podobno. Zagotovo ja, ne moremo govoriti o pojmu medgeneracijskega konflikta, posamezne tenzije med generacijami pa zagotovo obstajajo. In kot že rečeno, danes sedite tu predstavniki številnih praks, številnih projektov, ki pričajo, da ne moremo govoriti o konfliktu, ampak o solidarnosti in sodelovanju. Prav je, da te primere dobrih praks, tako projektov kot aktivnosti, prenesemo na višje ravni in da začnemo v tem duhu, za to mentaliteto reševati tudi vprašanja, ki se dotikajo družbe in sistema, v katerem živimo. Jaz bi se v svojem prispevku dotaknil treh ključnih področij, ki jih na Mladinskem svetu Slovenije prepoznavamo kot tiste, na katerih je potrebno narediti pomembne sistemske korake naprej, da bomo govorili o medgeneracijski solidarnosti in pa sodelovanju. Prvo področje, ki je in je bilo danes največkrat izpostavljeno, predvsem trg dela in pa izobraževanje. Dejstvo je, da mladi vse kasneje vstopamo na trg dela. Po izračunih, ki smo jih naredili na MSS, je starost, ko mladi prvič stopimo na trg dela, ko se prvič zaposlimo, v tem trenutku znaša približno 27 let. Z vsemi demografskimi spremembami, z vsemi še kasnejšimi izzivi, oziroma izzivi, ki se soočajo mladi na vstop na trg dela, se ta doba zgolj in samo še podaljšuje. Tisto, kar je pomembno, da že, ko mladi vstopimo na trg dela, vstopimo v kvalitetne zaposlitve, da ne bomo podvrženi prekarnim oblikam dela, od katerih ja, na kratek rok nekaj imamo, ampak dolgoročno od njih praktično nimamo nič mladi, oziroma kot posamezniki, še manj pa ima od tega družba. Zato je pomembno, da ja, ko mladi vstopamo na trg dela, smo na to čim bolj pripravljeni in pa da, tudi ko vstopimo na trg dela, pridemo v okolje, ki nas bo sprejemalo, kjer se bomo lahko od starejših kolegov čim več naučili, da bomo čim prej tem, kar je možno, začeli v polnem obsegu delovati in pa podjetju, delovne organizacije, v kateri vstopamo, tudi prinašali dodano vrednost. Na tej točki je predlog Mladinskega sveta Slovenije, oziroma tisto, kar želimo spodbujati, predvsem neke mentorske sheme v delovnih organizacijah oziroma ostale medgeneracijske oblike uvajanja na delo oziroma opravljanja skupnih del. Pomembno pri tem tudi je, da ko že vstopimo na trg dela, se praktično naše izobraževanje, naše opolnomočenje, opolnomočevanje s tem ne konča, ampak se mora nadaljevati. Pomemben proces tega je predvsem vseživljenjsko učenje. V današnjih razmerah smo priča predvsem temu, da ko enkrat stopimo na trg dela, se naše izobraževanje oziroma dodatno usposabljanje na nek način praktično konča. To izrazito priča tudi zadovoljstvo posameznikov na delovnem mestu, tudi dejstvo oziroma podatek, da smo Slovenci tisti, ki si želimo čim hitreje v pokoj, da želimo pobegniti z delovnega mesta, pove veliko, da nismo zadovoljni oziroma da v delovnem procesu, v katerega smo vključeni, ne razvijamo svojih potencialov in pa idej, kot smo si zadali oziroma smo pričakovali. Zato je pomembno, tako z nekim medgeneracijskim sodelovanjem, kot z vseživljenjskim učenjem in priznavanjem le tega, dosegati neke dodatne učinke. In pa, da na nek način omehčamo te prehode iz izobraževanja na trg dela in potem iz trga dela v pokoj,
razmišljamo oziroma predlagamo v razpravo uvedbi nekih dodatnih stimulansov o morebitnem postopnem vključevanju in pa potem tudi postopnem odhajanju iz trga dela. In pa, ko že govorimo o solidarnostnih sistemih, ki danes že obstajajo, tukaj je predvsem tisti ključni pokojninska reforma oziroma pokojninski sistem, da, ko se pogovarjamo o spremembah pokojninskega sistema, nagovarjamo predvsem tiste generacije, ki ga bomo deležni čez 20-30 let. In zato mladi danes smo tukaj in zdaj in želeli bi si, da bi bili v te razprave aktivno vključeni. Približno 1 leto imamo že na mizi belo knjigo o pokojninski reformi. Od predstavitve do danes se praktično nič na tem področju ni zgodilo. Mladi smo takrat bili povabljeni na predstavitev, vendar pa potem vse ostale pogovore praktično izključeni. Tako da na tem mestu mladi pričakujemo, da v neki obliki medgeneracijskega sodelovanja, solidarnosti in pa medgeneracijskega dialoga naslovimo to vprašanje in da mlade dejansko vključimo v pogovore in pa z reformo, z spremembami nagovorimo potrebe ne samo današnje mlade generacije, ampak predvsem tiste, ki prihaja. Zavedati se namreč moramo, da vse demografske spremembe, ki se nam obetajo, vse spremembe na trgu dela, ki se nam tudi obetajo, jih moramo znati procesirati, evalvirati in se na njih pripraviti. Mladi imamo danes vse prevečkrat občutek, da kot država nismo pripravljeni na te spremembe, ki se nam obetajo in katere danes že nevzdržno trkajo na naša vrata. Naslednje področje, ki ga želim izpostaviti, je vključenost v družbo oziroma v odločevalske procese. Čist za ilustracijo, da ne bomo govorili preveč o teorijah, ravno v prejšnjem tednu se je zgodilo, da je ena izmed političnih strank, ki je izrazito generacijsko usmerjena, dala politično sporočilo o ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka, brez da bi se o tem predhodno posvetovala z mladimi, brez da bi bili o tem mladi obveščeni, zgolj in samo je bilo izrečeno. In mladi imamo vse prevečkrat občutek, da smo podleženi tistim nekim odločitvam, ki se dogajajo mimo nas. Čez ceste v parlamentu se vse prevečkrat sprejemajo odločitve, v katerih mladi praktično nimamo nobenega glasu, še takrat, ko se nas pa povabi, pa debatiramo o tistih zadevah, ki so načeloma že dogovorjene in pa se dotikajo ozkega vprašanja mladih. Praktično o vseh spremembah, ki se v družbi dogajajo, ne smejo iti mimo mladih. Mladi smo tisti, ki bomo nosilci družbenih sprememb in pa odgovornosti v prihodnje, zato je prav, da smo v vse pogovore vključeni že danes. To praktično velja na vseh področjih. Zato na Mladinskem svetu Slovenije predlagamo vključitev mladih v ekonomsko-socialni svet, vključitev mladih in starejših, tu ne izključujemo starejših, tako v ESS-u kot tudi v državnem svetu in pa zastopstvo mladih v svetih solidarnostnih zavodov, kot je Zavod za pokojninsko zavarovanje in pa Zavod za zdravstveno zavarovanje, kjer je pomembno, če mladi že vplačujemo prispevke, da je tam zastopan tudi naš glas. In pa še tretje področje, ki ga želim izpostaviti, je pa področje stanovanjske politike. Andraž, dobro jutro. Stanovanjske politike, kjer je dejstvo, da za Slovenijo je značilno velik delež lastniškega stanovanja, ki je pretežno v lasti starejših generacij, kar ni povsem narobe. Je pa predvsem ta visoki delež lastniških stanovanj na eni strani tako izziv za mlade, ki težko urejamo svoje prvo stanovanjsko vprašanje, in pa na drugi strani tudi problem, izziv starejše generacije, ki jim te nepremičnine nemalokrat povzročajo številne stroške in pa bremena. Zato tisto, kar spodbuja na Mladinskem svetu Slovenije, je nove oblike medgeneracijskega sobivanja, bodi si je to, da starejši sprejmejo mlade družine, mlade, da gremo mladi, primer tega imamo na Nizozemskem, da grejo mladi študentje bivati v dome za ostarele, kjer potem z prostovoljnim delom tem starejšim tudi vračajo in pa potem posamezne podporne sheme v obliki posojil
in pa poroštev. Država tudi pomaga medgeneracijsko urejanje stanovanjskih hiš in pa strateško načrtovanje sosesk, tudi po vzoru severnih sosedov, kjer je določena kvota stanovanj na voljo mladim družinam in pa tudi starejšim. Številni so ti vzvodi, ki jih želimo na Mladinskem svetu Slovenije spodbujati, tudi menjava stanovanj med generacijami. Starejši ne potrebujejo velikih nepremičnin, mladi, ki si ustvarjajo družino, pa bi to vrstne nepremičnine oziroma stanovanja potrebovali. Z neko mero zdravega razuma, s trdo voljo in pa z jasno postavljenimi cilji se da to vrstne zadeve urejati. In pa na koncu, zgolj in samo kot v izziv, predvsem kot skupno postavljanje ciljev, dajmo biti kos tem demografskim spremembam, ki se nam obetajo, dajmo biti kos spremembam, ki se nam dogajajo na trgu dela, in pa dajmo biti kos spremembam, ki se nam dogajajo v družbi, tako na strani odločevalcev, kot tudi v civilni sferi. Usedimo se za skupno mizo, najdimo skupne rešitve, takšne, ki bodo vzdržne in bodo zagotavljale trajnostni razvoj naše družbe in pa države. Hvala.